Nocoj v Celjskem hramu narodne zavednosti praznujemo Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. Praznovanje je praznik kulture, ki ga naš narod praznuje že 78 let, sicer utemeljenega na dan smrti pesnika Franceta Prešerna, postavlja Prešerna na piedestal celotne slovenske kulture vseh časov. In ravno kultura je ključni vzgib, ki daje vsebini vsakdanjega življenja, tako posameznika kot celotne družbe, nek globlji pomen. Kaj sploh je kultura? Zanimivo vprašanje, ki si ga pa le tako postavimo. Kaj nam osebno pomeni kultura? O kulturi je veliko povedanega, še več napisanega, a vendar se le malo kdaj ukvarjamo s vprašanjem, kaj kultura predstavlja posamezniku in kako se ti posamezniki s svojim kulturnim udejstvovanjem povezujejo v subkulture in širše v kulturo. Vsak človek se s kulturo sreča na drugačen način. Prvinsko in primarno srečanje za vsakega posameznika je družinska celica, ki zame pomeni vsak ljubeč in iskren odnos med otrokom in človekom, ki mu je zaupano biti starš. V tej idealno harmonični celici se začne prvo predstavljanje vzorcev želenega vedenja, vrednot in morale. Starš otroka kot mentor za življenje popelje skozi spoštovanje in hvaležnost ter mu tudi s postavljanjem meja predstavlja vse tisto, kar bo otroka pometilo skozi življenje. Umetnost besede, pesmi, glasbe, lepote slik, narave, življenja, pa tudi razumevanja medčloveških odnosov, barvitosti ras, raznolikosti jezikov in podobnosti čaščenja višjih energij, religije. Vsak otrok, ki mu je dano takšno razmišljanje, vse to hvaležno črpa in s tem vedenjem mu damo prvo možnost, da bo nekoč razumel in se znal pravočasno, jasno in primerno oglasiti svojim stališčem, kot razmišljajoč branik etike in morale naroda. Pot otroka skozi šolski sistem vodi do bolj tehničnega pomena kulture, ko spoznava, da je kultura na nek način vse, kar je proizvod človeštva. Šele s črpanjem znanja filozofije, sociologije, psihologije in seveda likovne, glasbene in jezikovne umetnosti dobi odraščajoči posameznik, najpogosteje zaradi upora proti črnemu lagonu, ki se zgodi tudi zaradi omejenega kurikuluma priporočljivih znanj in prepogosto pedagoško nedovolj motiviranih mentorjev, dobi kritični odnos do temeljnih kulturoloških naukov na osnovi lastne biti, te vrednostne opredelitve do vrednot in morale iz rane mladosti. To je drugi kritični dogodek razvoja človeka, ko je pomembno, da družba, bodisi šola ali univerza, ali pa nenazadnje tudi nevladna sfera, sliši razmišljajočega posameznika, mu da možnost izraziti se skozi umetnost in rezultat utemeljeno in spodbudno pozdraviti. Evolucijsko sledi najpestrejše obdobje vsakega posameznika, ko mora v karieri dnevno tehtati med zabeljivimi bližnicami, ki se radi postavljajo z medijami, ter realno potjo do uspehov, ki so pomembni najprej za posameznika, šele na to sledi inštitut znanja družbe. V tem procesu prevzgojena in tokrat še priučena kultura ponovno odigra pomembno vlogo za določene poti, ki jo vsak izbere v življenju. Ali brezobzirno, preko trupe in ne oziraja se na sredstva do cilja, kulturno, ali pa nadihujoče, povezovalno, brez izstopajočih egoizmov s ciljem skupnega cilja, ki bo koristen za vse udeležene. Verjetno se prav vsi strinjamo, da je slednja pot ne le prijaznejša, temveč tudi produktivnejša in bolj harmonična, kulturnejša, polnejša, človekoljubna. V slednji fazi človekovega razvoja je priložnost, da najbolj izkušeni prenašajo svoj pogled, nauk in modrosti na najmlajše člane družbe. Klen odnos do temeljnih človekovih pravic, vrednot in morale je priložnost, da svojim naukom utemeljeno bodrite mlade in nas navdušujete. Da je kultura, kulturno udejstvovanje in izraznost dejansko bit urejenih medčloveških odnosov in s tem zadovoljstva posameznika, ki ga današnja družba tako rada izpostavlja. Obdobje razvoja, črpanja in nadihovanja kulturnega razvoja
bi zlahka prezrcali tudi na organizacijo, kot je društvo, in v kateri je medsebojno razumevanje in spoštovanje še toliko pomembnejše. Ljubiteljska dejavnost ne želi tekmovati s poklicom, ker je preprosto drugačna. Nikakor ne moremo primerjati na eni strani pogojev ljubiteljev, na drugi pa znanja, podpore in izkušenj poklicnih ustvarjalcev. In to tudi nima smisla, ker občinstvo ceni oboje. Strokovno-kritičnega vidika je pri enih ljubiteljih bolj, pri drugih še nekoliko manj, že možno potegniti spovednice kakovosti med obema pristopoma kulturnem delovanju. Občinstvo ceni dihanje skupine kot eno in ljubiteljskemu teatru prej odpusti oguljen stol v dvorani, kot pa občutek brezosebnosti in tržne štance, s katerim lahko komercialni izvajalci porušijo krhko in občutljivo zaupanje publike. Občinstvo šteje le dovršenost izvajalcev in srčnost ekipe. Izvajalcem pa največ pomeni zadovoljstvo občinstvo. V Zari smo se pred desetletjem in pol zavestno odločili, da se pospnemo na sam vrh ljubiteljskih gledališč v Sloveniji. Razvoj našega gledališča smo usmerili preko mentorstva in gledališke šole za otroke ter strokovnih izobraževanj delavnic za izkušenejše. Uspehi so prišli, ko smo dali priložnost mlajšim, ter v eni predstavi združili energijo in iskrivost mlajših, ter znanje in izkušnje ostalih. Predvsem pa so najpomembnejši odnosi in zavestno gojenje občutka pomembnosti za slehernega posameznika, ki je del naše blizu 100 let stare pravljice. Hvala vsem, ki vsa leta podpirate našo dejavnost in omogočate, da skupaj rastemo in posegamo v zvezdih. Kultura je medij, ki nastavlja zrcalo podobi časa, v katerem živimo. In poslanstvo kulturnikov je, da si dovolimo drzno in včasih grobo postaviti ogledalo podobi časa. Razoznano potrošništvo, pehanje podjetij za dobički brez vlaganj v družbo in okolje, sledljivost socialnim medijem, strankarski populizem, življenje posameznika na čekejšini in manipulacije s korporacijskim poneumljanjem povzročajo razkroj medčloveškega sobivanja in kulture. Te vrednote prinašajo krivice, utojenost med ljudmi, rast tabujev, odsotnost medsebojnega spoštovanja in izzivanje nemirov. Kulturniki smo ponosni, da rušimo tabuje in premikamo meje. Na vseh nas pa je, da podobo, ki jo v zrcalu prepoznamo, kritično in objektivno vrednotimo, ter jutri delamo na način, ki bo veder in vseh aktivnih pravičnejši. Upam si trditi, da merilo kulturnega razvoja predstavlja nivo spoštovanja človekovih pravic ter svoboščin. Francozi so v 18. stoletju izpostavili meni najpomembnejše vrednote. Svoboda, enakost, bratstvo. Vrednote francoske revolucije so vrednote vsake nacije, ki si želi sama kreirati svojo usodo. Medsebojno spoštovanje vseh narodov, izvajanje pravic do meje, ko ne posegamo v pravice drugih, in razumevanje drugačnosti je nujno za obstoj civilizacije. Šele ob poznavanju širine pojma kultur, ki poleg umetnosti in lepote vključuje tudi identiteto naroda, tradicijo, inteligenčno presojo in konstruktivno reakcijo na ogroženost biti, se zavedam, da je kultura vedno bila aktivnost, ki nas dela ljudi v pravem, dobrem pomenu besede. In Slovenci smo lahko še tako ponosni, da smo kulturo vedno lahko dojemali kot osnovno izhodišče za utrjevanje naše suverenosti in naš sociološki razvoj. Kulturo vidim predvsem kot proces izobraževanja za razumevanje različnosti in drugačnosti. Trdim tudi, da je kultura medij prevajalstva med realnim in imaginarnim. S tem medijem lahko kulture več človeka razume, obstoj lepote človekovega ustvarjanja se zna na svoj inovativen način udejaniti in izraziti ter biti kreator plemenitih medčloveških odnosov. Še posebej želim, da moje sporočilo slišite in prepoznate mladi, da boste znali kritično ovrednotiti vse informacije, s katerimi vas zasipajo vseh strani in napraviti svojo vrednostno sodbo ter jo zagovarjati in braniti z vso svojo biti. To bo naša kulturna identiteta jutrišnjega dne. Iskrene čestitke vsem ob slovenskem kulturnem prazniku. Naj nas ta praznik opomni, da smo izkušen in ponosen
kulturni narod in da je preprosto prav, da je naša kultura del našega vsakdana.